Wakelet, zbirka za učenje in poučevanje. Zdravo, sem Viljenka Šavli in v tem videu želim predstaviti, kako naj uporabljamo Wakelet za potrebe poučevanja in učenja. Še posebej seveda v času poučevanja na daljavo. Skupaj si oglejmo na kratko, kako zadeva deluje v praksi. Gremo na stran wakelet.com. Najprej se je seveda kot začetniki treba prijaviti. Kliknemo na sign up, torej vključi se, prijavi se, ustvari račun. In tu svetujem, da uporabite kar Microsoftov račun ali Googlov račun, karkoli pač imate. Jaz sem se že prijavila, zato bom šla kar na vstopi v sistem. Prijavljena sem z Googlovim računom. In sistem me pelje v svojo začetno stran, desktop našega Wakeleta. Sam desktop je razdeljen na dva dela. Sredinski ali glavno okno je okno, kjer najdemo vse svoje kolekcije. V levem stolpcu pa najdemo svoj lasten račun, ugotovimo, kdo nas sledi, koliko imamo sledilcev in še seznam naših kolekcij, vseh zaznamkov ali spletnih naslovov in seveda skupne kolekcije, ki jih sestavljamo skupaj s učenci ali sodelavci. Kaj pravzaprav so to zbirke ali kolekcije? To so zbirke različnih gradiv, ki jih skupaj zbiramo in sestavljamo celotno kolekcijo, ki nakazuje temo, za katero smo se odločili. Same kolekcije so primerne za vse šolske predmete in tudi za vse stopnje. Primerne so zato, da jih pripravljajo učenci ali učitelji ali mi skupaj s kolegi. Če smo začetniki, moramo seveda najprej urediti svoj profil. In sicer kliknemo na sličico, profil in uredi. Vidite, kot imamo razdeljeno na dva dela. Zgornji del je nekakšen banner ali osnovna slika same teme in pa spodaj krogec, v katerem naj bi bila slika profila vas samih. Sami si naložite svojo sliko, tako da kliknete in izberete, od kje boste vzeli sliko. Prav tako uredite tudi banner. Kliknete na tole kamerco in seveda lahko izberete, da naložite sliko iz svojega računalnika ali pa iz bogate zbirke knjižnice, ki jo ponuja sistem. Jaz sem izbrala kar iz knjižnice. In če pogledamo, je tu pred nami res bogata zbirka, lahko je tudi tematsko brskate. Izbrala sem pač sliko iz te zbirke, na njo kliknila in se je pojavila v mojem bannerju. Nato lahko urejate vsako posamezno stvar, od imena pa do motiva, zakaj bi to zbirko uporabljali. Tu zapišite na kratko namen vašega Wakeleta. Dodamo lahko tudi vse povezave, ki so naše lastne ali ki nas zanimajo in jih imamo pri roki takoj na začetku. Nato seveda zadevo shranimo in naš račun in profil ima svojo vsebino. Nato se vrnemo na namizje Wakeleta, tisto prvo stran. Kaj lahko vse tu počnemo? Kot vidimo, imamo tu najpomembnejši del, to je zeleni krogec s plusom, kjer pravi, da lahko ustvarimo svojo zbirko ali kolekcijo. Enostavno način, zelo hiter in uporabniku prijazen. Kliknemo na plus in začnemo ustvarjati svojo prvo zbirko. Tako kot smo prej pri profilu, lahko tudi tukaj dodamo svoj banner, svojo zgornjo sličico, ki bo predstavljalo temo te zbirke. Jaz ne bom izbirala slike iz mojega računalnika, pač pa kar iz knjižnice.
Pa, ker bo tema hoja, bom izbrala sliko na temo hoja. Nekaj, kar mi je recimo všeč. Ok, pa bom izbrala tole. Banner bom določila, da bo manjši, ne v celoti, se pravi tak, da prikazuje predvsem tisti del, ki je pomemben. Kolekciji bom dala naslov hoja, rekreativno v naravi. Potem napišemo še kratek povzetek o tej naši kolekciji ali zbirki. Vse o hoji v naravi, prednosti, slabosti, tako nekako. Torej naslovno sliko, naslov zbirke in kratek opis smo opravili. Sledi seveda dodajanje vsebin. Tukaj spodaj vidimo zopet plus, tako da vemo, da je podobno kot prej, kliknemo nanj in kaj se nam pokaže. Kot vidimo, lahko določamo in dodajamo številne možnosti v našo kolekcijo. Od spletnih naslovov, kratkih besedil ali opazk ali tekstov, notesov, YouTube videoposnetke, lastne tvite ali pa tvite na splošno o hoji. Imamo tudi zaznamke s spleta, lahko slike iz našega računalnika, naložimo lahko tudi PDF, če recimo spremljamo našo hojo in imamo kakšno poročilo. Gradivo lahko zajemamo tudi iz Driva, Google Driva ali iz OneDriva in lahko tudi dodajamo videoposnetke iz Flipgrida, ki je integriran v ta sistem in kot učitelji lahko direktno iz tega sistema snemamo kratke video razlage. V mojem primeru bom najprej morda začela s kratkim zapisom. In bom določila besedilo. Rada hodim in menim, da je to zdravo. Vsak dan poskusim doseči vsaj 10.000 korakov. In tako dalje. Naj bo nekaj podobnega. Damo plus. Še enkrat izbrala bom besedilo. Odpre se mi urejevalnik. Hodim in vsak dan opravim vsaj 10.000 korakov. Zapisano. Za besedilom dodajmo še sliko hoje. Tukaj bomo izbrali torej sliko. Predtem morda gremo v Google iskalnik, poiščemo pravo sliko, jo shranimo na namizje in jo uporabimo v svojem besedilu. Jaz sem jo že shranila. Poglejmo, kako bomo to opravili kasneje. Torej, kliknemo na ikono Image in Upload an Image, torej naloži iz računalnika. Lahko bi jo tudi izbrali iz knjižnice, ki je na razpolago. Jaz jo bom izbrala zato, da vidimo, kako se to počne iz računalnika. Shranjena je na namizju, zato bom šla na namizje in poiskala sliko Walking, odprla. In slika se bo naložila. Tako imamo sedaj besedilo, imamo sliko, pa dodajmo še eno drugo možnost in sicer morda video. Že pred pripravo te zbirke sem malo brskala po spletu in poiskala ustrezen video, ki me zanima. Shranila sem ga v Wordu, tako da imam
tukaj povezavo, ta bo prava, jo pokopiram, grem sem, kliknem na plus, izberem YouTube. Tukaj lahko sami iščemo v YouTubeu direktno iz tega sistema, če pa imamo link, pa tja samo pripnemo link. On poišče, če je ta pravi link, se bo seveda tudi pravi video pokazal. In tukaj je pravi video. Ga označim in dodam. No, tako imamo v naši zbirki naslov, glavno opredelitev, kratko besedilo, sliko in video. In tako dalje. Lahko bi izbrali tudi spletni naslov in PDF in vse ostalo, kar sem omenila. Vse se sproti shranjuje. Zdaj pa se moram odločiti, ali bo moja zbirka privatna ali jo bom delila z drugimi uporabniki. Kje najdemo to? V zgornjem desnem kotu vidimo gumbek, kjer piše private, torej privatna. Torej zbirka je zaenkrat samo osebna in nihče nima do nje dostopa. Če jo želim deliti s svojimi učenci ali kolegi, imam dve možnosti. Lahko naredim javno in bojo vsi dostopali brez prijave, ali pa ne brez seznama, torej javno, vendar ne na seznamu. Takrat pa moram jaz postaviti mojo stran, mojo zbirko drugim, tako da jim posredujem povezavo. Ko kliknem na to rešitev, se mi pojavijo te možnosti, kako lahko delim svojo zbirko. No, ker sem nekako zaključila v tej stopnji mojo kolekcijo, moram seveda to shraniti in kliknem na dan, opravila sem. Tu imamo zdaj novo okno, kjer prikazujemo, da lahko nekoga povabimo, delimo ali pa tudi kolekcijo, gledamo, koliko ljudi jo je pogledalo, menjamo možnost, ker če damo javno, jo lahko tudi spremenimo v osebno, če smo se premislili, in seveda kolekcijo lahko tudi brišemo. Pa recimo, da bomo zadevo delili z ostalimi udeleženci. Kaj imamo na razpolago? Delimo jo lahko v Google Classroomu, na Twitterju, v oblakih, v različnih, tudi na Facebooku. Delimo jo seveda s pomočjo povezave, ki jo povežemo. Če kliknemo direktno na link, pa nam bo šla direktno v Facebook ali pa Twitter in podobno. Najpogosteje z učenci morda najlažje delimo tako, da oblikujemo QR kodo. Ta QR koda se skenira in učenec je neposredno vključen v zbirko in jo lahko nadgrajuje. Če pa se odločim, da bom delila z povezavo, jo nekako poklikam, shranim, dam mogoče v Messenger, v SMS, v elektronsko pošto in jo delim s tistimi, ki jih želim povabiti k sodelovanju. Hkrati pa je še ena dobra možnost pred nami, in sicer spodaj piše embed, ali lahko kodo, ki predstavlja mojo zbirko, vključim v spletno stran, blog in podobna mesta, ki so značilna. No, tu imamo to kolekcijo, lahko v celoti prenesemo in če želimo, lahko samo kopiramo ta del kode, da jo vključimo v našo spletno stran. Soustvarjalci so lahko anonimni, torej se ne prijavijo v sistem, ali pa so prijavljeni. Ko se vračamo, osvežimo in pogledamo prispevke. To si lahko ogledamo prispevke, gremo na Wakelet in naša zbirka je tukaj na seznamu. Tudi tu v kolekcijah se je povečalo število. Kliknemo na zbirko in si pogledamo prispevke. Tudi lahko si pogledamo prispevke drugih. Poglejmo, kako vidijo naši soustvarjalci našo kolekcijo. Kopiram tale link in poskušam prijaviti s tem linkom. Ko se prijavim, dodam ime, tako da lahko spremljam tudi njegovo ime.
Pa si poglejmo na kratko, kako bi vdelali našo zbirko v blog. Izberem Embed ali vdelaj, dobim kodo, ki jo kopiram. Nato grem na svoj blog, kjer sem pripravila že osnutek naše izdelave in kliknem na pogled HTML kode, tako da vidim celotno svojo kodo. Poiščem mesto, kamor želim vključiti svojo zbirko. Prej smo jo kopirali, zdaj smo jo pripeli in si pogledamo, kako izgleda tukaj pred nami, pa si poglejmo še predogled te objave. V predobjavi v blogu se bo pokazala tudi moja zbirka, ki je tukaj, spodaj v blogu. Če želimo, da imamo pogled v linearni obliki, se pravi vsako zbirko posebej z sliko in besedilom, lahko pa se odločimo tudi na zgoščeno obliko, kjer se nam pojavljajo linearno eno za drugim, ali pa zgoščeno obliko, kjer imamo sličice in besedilo. Lahko pa še bolj zgostimo in sicer tako, da so samo kratki povzetki in brskamo po njih. Mogoče kot dodatek na koncu, da lahko raziskujemo tudi Wakelet vsebine, ki jih določajo drugi učitelji, in znotraj teh vsebin iščemo ideje zase. Vse to je na razpolago v tem okolju. Pa prijetno delo in uporabo pri učenju vam želim. Nasvidenje, do naslednjič.